Živijo, 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 dobro jutro in evo, jaz sem to zdajle sam sebi čestital za eno zadevo, namreč zjutraj, ko odprem Face, dobim od njega, veste uno, ko pojavi se, kaj se je zgodilo pred enim letom. Ja, stari, pred enim letom sem jaz naredil svoj prvi Facebook live z vami in od takrat se je zgodilo že kar nekaj teh Facebook live-ov, v bistvu vsak teden eden, mislim, da so manjkali eni 3-4 morda, zaradi višje sile odsotnosti bolezni, bolan nisem bil. V glavnem, ja, moram si čestitati, mislim, da sem vam dal v vsem tem času kar velik nekih takih zelo koristnih informacij, tako da, ja, jaz sem ful vesel, upam, da ste tudi vi zadovoljni s temi informacijami, ki vam jih dajem. Danes, kakor sem napisal tam v objavi, bi pa rad delil z vami v bistvu 3 razloge, zakaj brezplačno ne deluje. Kaj mislim s tem brezplačno? S tem brezplačno mislim na vse tiste vsebine, ki jih iščemo ljudje, ko gremo na internet. In zdaj, recimo, če se tukaj ustavim pri, rečemo, tej tematiki, da nekdo išče nekaj, kar bi delal, s čimer bi lahko zaslužil. In seveda, ko prideš na internet, imaš kar naenkrat ogromno nekih oglasov na Googlu, na Facebooku, ne vem, brezplačno to, brezplačno uno, dajte si to pogledati, dajte si uno pogledati. Ja, je in te stvari brezplačne, fantje moji in punce, to so cool stvari. Namreč v vseh teh brezplačnih stvareh, seveda, če najdete prave zase, ker vedno najdete tisto, kar iščete, se veš, kako je že slovenski pregovor, kdor išče, ta najde in kar išče, to najde. In seveda, če dobiš te prave informacije, ti dobiš res veliko nekih dobrih informacij, ampak seveda ne vseh. Sej jih ne moreš, sej ne moreš dobiti vseh tistih dobrih informacij, ker nekatere so že stvar tega, da je bilo treba nekaj drugega narediti. In recimo, glej, jaz sem ti dal primer, tudi v objavi imaš eno povezavo do ene moje brezplačne e-knjige, v kateri sem opisal 9 preverjenih in 9 profitabilnih načinov, kako lahko zaslužiš na internetu. Pazi, stari, ni to uno, povuci, potegni, pa kdo bo koga ne, ampak so to dejansko načini, ki so preverjeni, ki jih ljudje delajo, s katerimi zaslužijo. Ampak pazi, poudarek je na delajo. In če delaš, moraš to tudi znati delati. Zdaj, če pa hočeš znati delati, moraš pa dobiti neko znanje, moraš imeti orodja. In zdaj, recimo, kaj boš v tej knjigi brezplačni, ki sem ti jo omenil, zvedel? Zvedel boš, katerih je teh 9 načinov, ki so profitabilni, s katerimi v bistvu ne moreš faliti, če jih delaš, če jih delaš, ne če jih samo gledaš. Potem boš zvedel, kakšna orodja rabiš, oziroma kaj rabiš, da boš ti ta posel lahko delal, karkoli že je, se odločiš od enega od teh 9. Potem zvedel boš, kje to dobiš in seveda tudi nekaj še dodatnih informacij, kako se potem to vse skupaj zapelje v neko celoto. Ampak stari, ne gre vse, ne moreš dobiti vse. Poglej, jaz imam potem še, recimo, če govorim zdaj o sebi. Pustimo, tudi vsi drugi, ki delajo neke stvari, jih delajo na podoben način. Najlažje povem o sebi. Imam recimo to knjigo. Recimo to knjigo ti jaz, stari, ne morem dati zastonj. Zato, ker to knjigo sem jaz vložil ogromno enega časa, da sem jo napisal za vsebino. Potem gre denar za fotografa, dobro, v tem primeru sem naredil jaz, pa je bilo to kao džabe. Potem gre za oblikovalca, ok, tudi oblikoval sem jaz, nekaj se malo s tem ukvarjam, že itak. Ok, sem spet malo prešparal, ampak pazi, sem moral pa vložiti svoj čas in svoje znanje, da sem to naredil. Potem je bilo treba lektorirati,
potem je bilo treba dobiti nekoga, da je naredil prelom knjige, potem je bilo treba seveda knjigo tudi natisniti. Stari, in vse to stane in to ne moreš dobiti zastonj. Jo pa lahko dobiš na moji spletni trgovini za 19,90. Včasih je pa še kakšna akcija. Ampak nekaj stane. Pol, stari, glej, imam neke online delavnice oziroma online spletni program, ki te nauči, da ti narediš spletno stran in jo postaviš tako, da zna ona delati, da je profitabilna. Stari, jaz sem vložil ogromno enih ur, da sem posnel 59 kratkih videofilmov, v katerih je zgoščena vsa ta vsebina v slovenščini. In ko prideš do konca tega programa, imaš narejeno spletno stran, čeprav imaš trenutno predznanje samo, da znaš pisati v Wordu in da znaš z mujotom narediti kakšno fotko. S tistim programom se naučiš od doma, ne rabiš nikamor hoditi, ne rabiš plačevati za avto, pa za bencin, pa delaš takrat, ko imaš cajt, ne takrat, ko drugi hočejo in tako naprej. Ne? In stari, lej, tukaj so bila potrebna spet neka določena orodja, treba je plačati neke servise na internetu, da to funkcionira in tako naprej. Ne moreš dobiti zastonj. Vložen je bil moj čas, moje znanje in v neka orodja, da to funkcionira. Ne gre zastonj. Se pravi, ne moreš vedno dobiti vsega zastonj. In tako naprej, in tako naprej. Upam, da imaš zdaj sliko. Ok, grem da ne bomo preveč vas morili na ta današnji prvi sneženi dan v Kočevju. Bom jaz vam povedal zdaj oziroma razkril drugi razlog, zakaj brezplačno ne funkcionira. Stari, to je pa univerzum. Kaj naj ti rečem? V univerzumu vse nekako deluje po principu, pa zdaj ali je to zakon privlačnosti, ali je to zakon akcije, reakcije, kar boste kje v kakšnih knjigah ali pa ne vem, prebrali ali pa kje drugje zasledili. Razumeš? Vse je to vedno. Kar daš, to dobiš. Ne? In zdaj pazi, stari, zamisli si, da se ti lotevaš nekega posla na internetu in ti hočeš dobiti vse zastonj. Kapiraš? Kako, stari, boš ti potem lahko nekomu nekaj prodal, da boš zaslužil? Ma ni variante, stari, ni variante, da to uspeš. Ti vse zastonj, potem pa, zdaj sem pa jaz car, zdaj pa jaz to prodajal. Ne boš. Ne? In to, stari, je drugi razlog, zakaj brezplačno ne deluje. In zdaj prim se za stol ali pa za mizo ali pa da ne padeš dol, ker ti povem, kateri je pa tretji. In najbolj bistveni razlog, zakaj ne boš nikoli uspel, najbrž ne boš nikoli uspel, če delaš vse in iščeš vse stvari brezplačno. Stari, to pa zaradi tega, ker če delaš vse, če dobiš vse brezplačno, se ti po domače reče jebe za vse, pa vprosti, kar sem povedal po francosk. Vseeno ti je, ali boš naredil, ali ne boš naredil, nimaš nič za sabo, da bi te neki brcel na urit in da boš šel ti naprej, ne? Ker samo z aktivnostjo, z delom boš nekam prišel, ne? Če boš kupoval programe, češ kupil mojo knjigo, pa češ kupil moj online program, stari, pa če ne boš nič naredil po njih, pozabi, isto kot da iščeš samo brezplačne stvari, se pravi, mora se vse pokriti. Ne? In ko boš imel to pošlihtano v glavi, ne? Da ko si kupil recimo, ne vem, pa naj bo sem ta knjiga za 19,90, recimo samo knjiga za 19,90 in boš potem šel, ko jo boš prebral, ker seveda vsebina bo v redu, ne? Vsebina bo tista, ki jo rabiš, ampak vse boš rekel, pismo pa jaz sem dal teh 20, ok, 19,90, ne? Pa jaz moram zdaj nekaj narediti, da bom to naredil po tej knjigi, po tem priročniku, ko sem ga kupil. Mogoče boš kupil moj online program, boš rekel, stari, pa jaz zdaj moram to nekaj narediti, jaz sem to plačal. Ne? Če boš pa ti to dobil zastonj, boš rekel, ma ja, bom jutr. Potem boš jutr rekel, se mi danes ne ljubi, bom drug teden. In stari moj,
ne boš nikoli. In to je čist kratek nauk, ma ni čist kratek, ampak v glavnem, te 3 razlogi, stari, so bistveni, zakaj brezplačno ne deluje in zelo redko kdo lahko uspe, če išče samo brezplačno. Razmisli malo o tem, vzem si, če še nisi vzel une knjige, ki sem jo tle nekje okrog videa označil in dal link, prevzem si jo, je brezplačna, preber, videl boš vse tisto, kar bo sledilo, pa boš videl, da je vse v stilu, o katerem govorimo danes. In če imaš nekoga, ki te bo brcal v rit, je to najboljši recept, da kam prideš. Stari moj, zdaj le grem pa skidati prvo porcijo od zunaj, sej ni dost, ne, ampak glede na to, da plužili so pa že, sicer ne vem kaj, ampak ok, malo so splužili, pustimo zdaj kaj. Lepo se imejte, uživajte zimske dni in ja, če bo po sreči, se vidimo danes teden. Čau!